Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Ljudskem vrtu, kjer je pred nami še tretje srečanje tega šestega kroga Lige Telemach Maribor-Radomlje. Obračun, pred katerim zagotovo nismo pričakovali, da bodo Radomljani celo višje uvrščeni na prvenstveni lestvici, pa čeprav smo šele v šestem krogu, takole gledalci toplo pozdravljajo za mrežo Mlinarjev, mrežo, ki jo torej brani Samo Pridgar, otrok Maribora pravzaprav, ki pa je zdaj že klonil, kajti v tretji minuti so Mariborčani preko koga drugega kot Benjamina Teteja prišli do vodstva. Dejal sem že, videti je, da so vijoličasti agresivnejši, da želijo popraviti tisto, kar jim je manjkalo predvsem na zadnjih dveh domačih tekmah proti Kopru in Bravu, ko so bili gostje pravzaprav agresivnejši. No, tule pa na današnji tekmi, vsaj na začetku, zgodba povsem drugačna. Že prvi kot so izkoristili Mariborčani. Tule poglejmo še enkrat tale Španringov predložek, potem pa z težkega položaja pa so že prejeli zadetek in videti je, da je Mariborčanom ta gol ulil še dodatnih moči. Očo je zdaj sam pred vrati, Očo! Toda odlična reakcija. Agresivni, se je Jan Repas, mislim, da izognil prepovedanemu položaju. Nova priložnost za Mariborčane. Jan Repas pošilja žogo pred vrata, potem pa Klamferja, žoga v Pridgarja, vseeno dvignjena zastavica. Znova izvajalec z desne strani Mark Španring, pri prvem je vknjižil asistenco. Repas zdaj strelja, znova je bilo nevarno, izkazal se Pridgar. Z njegovo nogometno gledano šibkejšo levo nogo zadev v desni zgornji kot gola Žbeta Juga. Tule poglejte še enkrat, vse je bilo čisto ofsajda, ni bilo. Kakšen zaključek Mateja Mamića. Ja, če nista skreirala krilna napadalca, na kar so se Mariborčani zagotovo pri Radomljanih dobro pripravili, glede na to, da je od tam pretila največja nevarnost doslej v prvenstvu, pa sta zadevo skreirala bočna branilca. Zadnje sta se ti dve ekipi med seboj pomerili prav tu v Ljudskem vrtu aprila letos, še v minuli tekmovalni sezoni. Tole bo zdaj karton za Vokića, rdeče barve, mislim, da če vidim prav, tako je rdeči karton za Dejana Vokića. No, tole pa bo zdaj spremenilo najbrž potek tega srečanja. Šaba Nagić je takoj opazil, da naj bi Vokić s komolcem udaril Sikoška, nemudoma izvlekel karton rdeče barve. Jugoslav Trenčevski ne more verjeti. In pa bomo počakali na ponovljeni posnetek. Tule zdaj poglejmo. Videti je bilo. Dejan Vokić pa bo moral z igrišča. Izvar sobe v skladu s pričakovanji. Seveda ni kakšnega signala o tem, da naj bi Šaba Nagić storil karkoli napak. Tudi pregled je že končan. Dejan Balažič in Tomaš. Še enkrat Španring. Predvsej sodeluje v napadalnih akcijah Španring. Sudani in 2-1 za Maribor. Autogol, mislim, da, ali pa se je žoga od Teteja odbila, mislim, da vendarle autogol. Mariborčani so uspeli že v zaključku tega prvega polčasa nekako žogo spraviti v mrežo Radomelj. Zdi pa se, da je nesrečno enega od Mlinarjev, ali je bil to Klamfer, žoga zadela in nato prevarala Sama Pridgarja. Smola za Radomljane v teh zadnjih sekundah prvega polčasa, tudi Jugoslav Trenčevski, kar ne more verjeti. Poglejmo še enkrat. Tudi tule je bil Sudani na meji. Ja, Taylor, mislim, da je bil zadnji Mariborčan, ki se je žoge dotaknil. Ne, gol Teteja, neverjetno, tudi tule je bil na pravem mestu
Benjamin Tete, ni šlo za priložnost za Čalošića. Čalošić strelja, Guček v bloku. Zdaj pa proti napad Maribora. Sudani je krenil, Sudani, Tete in Ođo ga spremljata. Sudani se je odločil za Ođa. Ođo ima priložnost, ostaja 2-1. Kaj je rešil zdaj Klamfer na golovi črti? Srečno in spretno, to je treba reči. Kaj ti ni lahko takole drseče na golovi črti na ta način rešiti zadevo. Najprej priložnost za Čalošića, ko je reševal Guček, potem pa silovit proti napad Maribora, sijajna podaja Sudanija Ođu. Potem pa videli ste še enkrat Klamfer. Bolje zaključiti, znova tale pritisk Maribora na zadnjo vrsto. Mlinarjev, Ođo, to je priložnost, Pina skače še nevarno, strelja Sudani in znova bo to samo kot za Maribor. Repas, še ena priložnost, kaj je zdaj obranil samo Pridgar. Ali je bil tu Pina tisti, ki je poizkusil z glavo, ne jenjajo zdaj te mariborski napadi, Tete poizkuša, pa potem še Čalošić ga bo počakal, Benjamin Tete mimo svojega čuvaja in potem krasna žoga za Mpino, 3-1, 76. minuta. Moral bi se ugrizniti v jezik. Kot v prejšnjem krogu, da ne bi rekel, da je tekma odločena, kot sem dejal prejšnjo soboto, pa sem se potem uštel, ampak glede na to, da Maribor zdaj znova vodi s 3-1 in da ima igralca več, je možnost za kaj takšnega res velika. Benjamin Tete pa je znova zadeve vzel v svoje noge, neverjetno. Po 2 zadetkih je dodal še tole, sijajen prodor, kakšna podaja nekako v medkoraku, poglejte. In potem še sijajno utekanje Mpine in tudi eksekucija. Perfekcija, kar se napadalnega dela tiče v tej akciji, o tem ni nobenega dvoma. Če se ne bi zgodila tista 42. minuta in izključitev Vokića, pa zdaj je Mpina proti Čipambi, ki gre sam Čipamba. 4-1 za Maribor, prvenec tudi v našem državnem prvenstvu. Za Isaka Čipambo, Mpina pa je zdaj zadetku dodal asistenco. 87. minuta, Maribor 4, Radomlje 1, tekma je dokončno odločena. Vijoličasti bodo na lestvici državnega prvenstva prehiteli Radomljane. Seveda s tekmo več tudi Olimpijo, nenazadnje tudi Kidričane. Tule pa še enkrat tale podaja, poglejte, med nogama proti Čipambi. Pa je potem žogo mirno poslal mimo Pridgarja v nebranjeni del mreže za vodstvo Maribora 4-1. Mariborčani pa bodo končno zmagali doma. 3 zmage, 2 remija in 1 poraz bo izkupiček Maribora po 6 odigranih krogih, 11 točk. Tole je nova priložnost, Boris strelja! Bum! Petarda v Ljudskem vrtu in še nekdo, ki se je prvič v naši ligi vpisal med strelce. Zdaj še Poljak, Karol Boris. Dolgo časa so v Ljudskem vrtu navijači čakali na zmago svojih ljubljencev, vse od 11. maja, ko je tu padlo Primorje. No, danes pa je Maribor v drugem polčasu ob dejstvu, da je imel igralca več, uspel dodobra napolniti mrežo tekmeca. Zdaj je tudi Čipamba golu dodal še asistenco. Kar nekaj je teh
mariborskih napadalcev, ki so danes zadevali in asistirali. Dejan, hvala za besedo. Samo Pridgar je pred našim mikrofonom. Samo dobro ste danes branili, ne glede na rezultat. V prvem polčasu ste pokazali kot ekipa, da lahko predvsem tam od 20. pa do zaključka igrate z Mariborom. Zdaj rezultat sicer niti približno ni takšen, kot bi si vi želeli, ampak kaj lahko odnesete od današnje tekme? Ja, normalno, težko za kaj dosti povedati. Dobili smo 5 golov. Jaz mislim vseeno, moramo bolj se skoncentrirati na ta prvi polčas, ki je bil res zelo dober. Razen teh prvih 5 minut, ker smo dobili gol. Potem smo mislim, da bili dosti boljša ekipa od Maribora. To je vsaka čas, Radomlje smo, imamo dosti manjši proračun. Odigrali smo res dobro, pol ta rdeč karton. Pol pa pač, ne vem, težko kaj dosti res povedati, zdaj po tekmi takoj. Moramo se pobrati, iti naslednjo tekmo po dober rezultat. Z nekega vratarskega zornega kota, kako vi gledate na to današnjo predstavo, ko ste zbrali še ogromno dobrih obramb po drugem polčasu, ampak zagotovo niste niti približno zadovoljni, ne? Ja, zato mi je iskreno malo vseeno, dokler ne zmagamo, mi je vseeno. Če bi bil danes rejši sem slab, pa da odnesemo kakšno piko, takoj podpišem. Ne vem, to nič mi ne pomeni. Dobro branim, dobim 5 golov brez veze. Samo najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, tako je, Nejc Viher je pred našim mikrofonom. Nejc, v drugem polčasu je napad deloval, imeli ste ogromno priložnosti. Tekmo ste dobro začeli, potem nek mini padec, najverjetneje tudi zaradi vseh dogodkov v zadnjih tednih. Ja, res je, sprva smo zelo dobro začeli, hitro dali gol. Potem je res, da smo nepričakovano padli. To se ne sme zgoditi, nasprotniku smo prepustili posest in z naših napak dobili gol. Potem ob izključitvi igralca Radomlja pa smo stopili višje in je to izgledalo dosti boljše. Vaš trener, z njim smo govorili že pred tekmo v napovedi, je dejal, da vas bo postavil na položaj, ki vam bolj ustreza. Vemo, kaj ste igrali v prejšnjih tednih, kako ste delovali danes. Je bila razlika že pri samih navodilih? Delovali ste bolj igrivi? Ja, je bila, mislim, tudi dosti me je pomagal Jan Repas, s katerim mislim, da odlično sodelujemo. In praktično zdaj sem imel bolj defenzivno vlogo in sem imel tudi več žoge, kar mi je bilo kar vam je bolj pisano na kožo, kolikor vas ja. Tudi poznamo iz mlajših selekcij. Res je. Na tej tekmi pa se danes da graditi samozavest, sploh zaradi dogodkov v drugem polčasu, ko ste večkrat premagali nasprotnega vratarja, nizali priložnosti, predvsem pred večnim derbijem je to zelo pomembno. Res je, se strinjam, pred skoraj polnimi tribunami smo dali Radomljam 5 golov, pred derbijem mislim, da je to zelo odličen izhod. Nejc, najlepša hvala in srečno, Dejan, toliko za enkrat, več pa v studiu. Kaj reči po takšni tekmi? V prvem polčasu so vaši fantje dokazali, da lahko igrajo v Ljudskem vrtu, da lahko igrajo z Mariborom, v drugem delu pa z igralcem manj potem ni šlo. Pa šta da kažem, poslije ovakve noćne more, poslije 5 komada, moram da čestitam protivniku, bili su bolji od nas. Mi ćemo se analizirati, napravit ćemo analizu i nadam se da ćemo se popraviti u sljedećim utakmica. Svaka utakmica je novi predizvik, nova škola, tako da mislim da smo dobili dobru lekciju, da je Maribor zasluženo pobedio. Ne znam, prvo poluvreme je bilo ravnopravno, onda se u drugo sve srušilo, primili smo i taj drugi gol u sudskom produžetku u prvom poluvremenu. Ja ne znam, možda ovo što smo dobili kao rdeći karton kod Vokića, ne znam koliki je to bio intenzitet, gledao sam malo i za vreme utakmice, malo mi je to ipak sumljivo, a ne znam da li je bio s istim intenzitetom i onaj žuti karton što je dobio igrač sa brojem 99. Tako da ne želim da ulazim previše u polemiku, čestitam još jednom Maribor, nek nastave tako, igraju dobro, imaju kvalitetan tim, mi ćemo se truditi, mi ćemo raditi, mi smo ekipa iz donjeg dela, trudit ćemo se da igramo još bolje i to je to. Rekli ste, da bi vzeli lekcijo iz te tekme, kaj upate, da bodo fantje odnesli od te tekme? Pa ne znam, ja previše sumnjam, neke su situacije, mislim sumnjam, da moramo valjda raditi na našu disciplinu. Već smo ekipa koja je dobila dva crvena kartona, ekipa koja je
protiv koje su sudili 2 penala, tako da verovatno moramo nešto u tom smjeru raditi, to je malo više psihološki da pričamo sa igračima i nadam se da ćemo se popraviti u svakom slučaju. Ja čestitam još jednom mojim momcima, pokazali su da mogu da igraju protiv Maribora, kad smo ravnopravni, kad smo egal, kad smo u pole 10-10, igrali smo dobro, to je naša igra, mi ćemo nastaviti tako da radimo i nadam se da će doći bolji dani za nas i da dovedemo do bolje rezultate. Čestitke za zmago. Začeli ste tekmo zelo dobro, potem nek mini padec, drugi polčas pa z igralcem več v napadu, veliko ideje, lahko bi dosegli še več zadetkov. Predvidevam, da ste zelo zadovoljni, predvsem z rezultatom. Res je, tekmo smo začeli zelo dobro, pol pa v določenem trenutku ne vem, kaj se je zgodilo in od 10. minute naprej prvega polčasa do konca nisem bil zadovoljen z igro. Zamujali smo v presingu, nismo se držali dogovora, kar smo se zmenili. Sicer na sreču, da smo dali gol pred samim odmorom, tako da v drugi polčas je normalno z igralcem več lažje bilo stopiti. Jaz bi rekel tak, ne želim, da se dela dobena euforija, mislim, da je dosti stvari za narediti in kot trener ne morem reči, da sem čutil totalno sigurnost v igri. Prva domača zmaga praktično v tej sezoni, to je za klub, kot je Maribor, lahko rečeva nespremljivo, glede na to, kako dolgo sezona že poteka. To bo zdaj padlo breme iz ramen, ampak je pa še eno breme tukaj, mi da so vedno govorila o čisti mreži v tisti vaši sezoni. To je zelo pomembno, Maribor pa je ni uspel ohraniti čiste tukaj v Ljudskem vrtu že tudi kar nekaj časa. To vas najverjetneje jezi, tak padec zbranosti, kot je bil v tistem prejetem golu. Ja, dejansko, jaz moram čestitati igralcem, ni bilo enostavno to tekmo danes odigrati. Po drugi strani pa mi manjka več, bi rekel, discipline v defensivne igri. Tako da tukaj je ogromno prostora, treba popraviti ogromno stvari in zato pravim, je še kar dosti stvari za postoriti. Na novinarski konferenci ste upali, da bodo navijači z energijo podprli, predvsem mlajše fante. Nejc Viher je bil pred našim mikrofonom že pred vami, pa je bil zelo zadovoljen, predvsem zaradi svoje vloge. Tako da se zdi, da ste držali svojo obljubo z novinarske konference, ko ste dejali, da ga boste dali na tisto pravo mesto, da vi poznate, kje najbolje igra. Ja, mislim, da je Nejc res, moram ga pohvaliti, odigral zelo dobro tekmo danes, ogromno se je potrošil in v fazi defenzive in v fazi ofenzive. Enostavno, kaj ne rečem, jaz verjamem v mlade igralce, ampak vedno je tak situacija, mora biti prava, da se potem še kakemu da priložnost. Radovan, sledi derbi, vem, da je zelo neprijetno zdaj govoriti, sploh ne o naslednjem tednu, ampak o naslednjih dneh, ko vemo, kaj se v klubu dogaja, da se išče trener, ampak vseeno, nek obraz Maribora danes je dobra napoved za derbi. Ja, v vsakem primeru mislim, da dober izhodiščni položaj. Kaj bo ta ten, ne vem, kaj se bo dogajalo. Sploh ne ukvarjate s tem? Sploh ne razmišljam o tem, niti malo, ni pred tekmo, ni zdaj, tako da jaz mislim, da smo danes misijo dobro upravili, kaj bo jutri, pa bomo videli. Radovan, najlepša hvala in še enkrat čestitke za zmago. Hvala vam.